Živijo alieni, kje ste, kako ste? Kako spontano je prišlo do današnjega videa? Dala sem na story, da mi pišete ideje za video in random 2 ali pa eno vam potegne in točno to bom naredila. Zdaj posnamem enega, potem posnamem še enega. Prvi je The Philadelphia Experiment. Ste mi velikrat po obrokih že priporočali, ampak nikoli preprosto ni prišel na vrsto in danes je prišel na vrsto in ful je zanimiv, tako da gremo čim prej v video. Leta 1885 je Nikola Tesla skoraj umrl, zrukala ga je elektrika. Ironično. Takrat naj bi videl, trdil je, da je videl prihodnost, preteklost in sedanjost. Obenem pa ga je elektrika paralizirala in posledično, jaz z rokami sem pozabila mahati. Ok, v glavnem, roke so nazaj, počasi se bom furala. V glavnem, bil je paraliziran in če ga takrat asistent še ne bi prekinil električnega toka, bi to nanga oziroma njemu pustil ful posledic. Edina bistvena posledica, katero mu je ta električen tok povzročil, je bilo pa to, da takrat trdil, da je prišel v neko novo dimenzijo in takrat naprej si je on želel na vsak način preizkusiti time travel. In iz tukaj vam lahko sklepate, da pride ta Philadelphia Experiment in da bo nekaj povezan s potovanjem čez čas, saj recimo. Zdaj to, da je Nikola Tesla neposredno povezan s tem Philadelphia Experiment, je bolj kot ne teorija zarote, ampak še zmer ponavadi vsakič, ko slišiš od Philadelphia Experimenta, je tesno povezan z Nikola Teslo, tako da če se je zgodil, pol sta tesno povezani in sicer gre za neko ladjo ameriške mornarice, takrat so želeli doseči to, da bi se ladje premikale brez, da bi bile opažene, torej da bi preprosto zginila ali se teleportirala ali šla čez čas ali whatever in to ne bi bil ta eksperiment, kjer se je ta ladja preslikala iz enega konca na drug konc, več 100 km preč. In puf. Celotna zadeva, kakor sem rekla, se je zgodila v vojni mornarici ameriški leta 1943 in sicer v Filadelfiji. Ta projekt je bil jasno skrivan, imenoval se je ne samo Philadelphia Experiment, ampak tudi z drugim namenom in sicer Experiment Rainbow oziroma Mavrični poskus. Je pa tako, da je bilo itak celotna zadeva totalno skrivna in skrita in valjda je to tudi en izmed razlogov, da še vedno ne vemo tudi, če bi se zgodil, da se dejansko je zgodil. Celotno stvar naj bi izvedeli na podlagi močnega elektromagnetnega valovanja. Tista ladja naj bi takrat imela na sebi neko določeno posadko, ko so samo približno vedeli, da se nekaj dogaja, približno so slutili, da karkoli že se dogaja, da ni popolnoma legalno in na dosegu roke vsakemu, ki bi hotel vedeti. To je vse, kar so vedeli, basically, saj tisto, kar imamo zdaj pričanje o tem. Štos je, da naj bi se okrog te ladje takrat ustvaril nek balonček, kaj je svojim elektromagnetnega delovanja in vse, kar naj bi oni videli, da se je zgodilo kot posadke, to, da se je začela taka megla modrikasta okrog delati in puf, kar nekaj te ladje zginila, to naj bi videli tudi očividci. Zdaj tako, to je bila bojna ladja USS Eldridge in ta ladja takrat cilj je bil, da samo zgine, da je še vedno tam, ampak da postane nevidna, zaradi tega, ker je bila to pač vojaška mornarica in s tem bi imeli pač prednost, valjda. Ladja namenjena vojni bi zginila, nobeni nič ne bi mogel, ampak ni samo zginila kot pač, da je bila nevidna, ampak zginila je dobesedno se je preslikala na drugo območje. To je pa pustil razne trajne posledice. Ladja se je dematerializirala, teleportirala in preslikala čez 15 minut na drugo območje in se spet pač pojavila tam. Za večino posadke ne bi bilo to, kar se je zgodilo popolnoma pretreseni so bili in ne bi bilo tako, da so kar hodili gor pa dol in nič ni jim bilo jasen, logično. Kljub vsemu temu so bili toliko zaljubljeni v ta poskus, da so ga ponovili čez 3 mesece in sicer oktobra 1943. Takrat se je zgodila podobna zadeva, razen tega, da je bila posadka druga. Posadka spet ničem ni bilo jasen, pojavila se je tista modra meglica, ladja je izginila. Tle je edino to, da se je potem pojavila v Norfolku in tam je ratal vsesplošen preplah. Lokalne ladje tukaj v Norfolku so bile valjda potem v nizki pripravljenosti na boj, pač fucking ladja se je tam pojavila. Ampak tako kot se je pojavila ta USS Eldridge je tudi zginila in se nazaj materializirala v Filadelfijo. Vsi mornarji, ki so bili prisotni na tej ladji, so bili sprva, tako kot sem rekla, brez orientacije, ničem ni bilo jasno in lutali so po krovu. Pač za njih je bil to totalen šok, ampak načeloma so imeli potem toliko hudo schizofrenijo oziroma druge duševne motnje, da nimamo veliko pričanja razen enega, ki ga opišem na koncu. Zakaj se meni osebno ta cel poskus zdi toliko scary in weird shit in zato, da je sploh toliko slaven, je zaradi tega, ker
Kaj se je zgodilo z določeno posadko? Del posadke je preprosto zginil in jih niso več nikoli videli. Drug del posadke, oziroma 5 natančneje članov posadke, se je zlil z ladjo. Tako kot si lahko mogoče predstavljate, spojili so se z ladjo, torej deli teles so ven gledali, ali pa preprosto pol telesa je bilo del ladje, pol telesa pa... Skratka, nekaj je šlo narobe v celem postopku. Mačo dlako imam na nosu. Pleše mi pred očmi. Nikola Tesla so govorice tudi take, da ne bi on eno leto prej, torej 42. leta, se odločil odstopiti od projekta, ker je ugotovil takrat, koliko lahko tak sevanje slabo vpliva na ljudi in baje ne samo, da je hotel odstopiti, obstajajo tudi teorije. Zdaj, glede na to, da mi niti ne vemo, ali je bil Tesla tukaj zraven, ne, tudi to samo teorija, ampak da je on dejansko potem želel sabotirati celoten ta poskus, torej ga nekako preprečati, zajebati, ni mu uspelo očitno, če se je zgodil. Da ne pozabim, 4 tukaj veliki umi naj bi bili za tem projektom, en je on, drugi je Roosevelt, ameriški predsednik, drugih 2 nista toliko znana, ampak 4 so bili v njih. Zdaj, tako nekateri tudi trdijo kot teorija zarote, da ne bi bil Nikola Tesla ravno zaradi tega eksperimenta potem tudi umorjen, ker pač je imel toliko moralnih predsotkov in se pač preprosto ni strinjal z ameriško vojsko in ameriško vlado. Skratka, umorjen. Ok, teorija zarote je, da bi umorjen, skratka, zaradi srčne kapi je umrl v hotelu New Yorker takrat, v 33. nadstropju, v sobi 3427, zakaj je to pomembno, ne vem. Kot sem obljubila, da bom povedala še pričevanje nekoga, ki je bil zraven kot del posadec, in sicer Al Bielek. Ne vem, s kje on izhaja, ampak mislim, da ni Američan. On je govoril o tem, da so jim samo kratek čas pred tem, ko so že vedeli, da je to nek poskus, so jim samo rekli, to bo poskus, vedite, da če bo šlo karkoli čudenega, vi pozabite, da imate te vojaške obveznosti in ravnajte po svoji zdravi presoji in pameti. In takrat se je njim posvetili, da nekaj bo čuda na tem. Torej, ta Bielek in njegov brat se takrat spomnita te meglice, ki se je začela delati, in to je bila zadnja stvar, ki se je konkretno spomnita, in to, da se je začela potem po palubi hoditi in iskati koga, oziroma predvsem kakšnega oficirja, da naprej vprašata, kaj se dogaja. In takrat sta ugotovila, da so vsi pospali oziroma omedeli, skratka niso bili pri zavesti. Ker so bili takrat še toliko blizu obale, sta se onadva odločila, da je najboljše, da pač skočita z ladje in probata priplavati do obale, ampak zgodilo se je to, da sta padala 2 minute pač v neskončnost in potem se ne spomnite padca, spomnite se samo še, da se zbudite v bolnišnici, oziroma Bielek, ne oba, samo Bielek. Ker še ve povedati to, da so bo takrat, ko ste se zbudili v bolnišnici, rekli, da sta v letu 1983, druga stvar je pa, da so jih potem vrnili v leto 1947, s tem, da ne bi bil tam en Montajuk, mislim, da se reče, tudi nek skrivni projekt, pri katerem projektu ne bi obema tudi zbrisali spomin, očitno ni delovalo. Trdi tudi, da ne bi takrat on postal dejansko, ali Bielek prej imel pa drugo ime. In basically, to vse, kar se tega videa tiče, dejansko je to, se malo spominja na sleep experiment, ki sem tudi že njemu govorila, tako malo, nisi ziher, če je res, ampak če je, pa sploh ni malo toliko nemogoče, da bi se kaj takega zgodilo, tako da vajajo znanstveniki taki, ki so, da hočejo raziskati, da se da potovati skozi čas. Je pa zabavno, da če se je to zgodilo, se je zgodilo že dosti dolgo nazaj, tako da, ja. Za ta video, če mi še člekite, naročite se, se vidimo naslednjič, pridni bojte, aj čau,